Spoštovani, napočil je spet čas za novi športni pogled iz športnega rodništva Dela. Skupaj sva tokrat z vami kolega Vito Divac in jaz, Siniša Uroševič, oba člana športnega rodništva Dela, pred kratkim oba tudi Delova poročevalca na 22. zimskih olimpijskih igrah in ob koncu tedna poročevalca na dveh največjih prireditvah v Sloveniji v tem poolimpijskem času. Vito, 2 tedna sta zdaj naokrog od konca olimpijskih iger. Vrnila sva se, kako zdaj z distance, ko si se malo umiril, ko je bilo res napeto, bilo je res naporno, kako zdaj gledaš na ta dogodek? Jaz sem ga že pozabil, tako v športu v bistvu gre ta ritem, je tako napet in je to pravzaprav nečloveško. Niti nimaš občutka, da so olimpijske igre, razen tam tista 2 tedna, ko si tam, drugače pa že 2 dni pred olimpijskimi začetkom so bile tekme svetovnega pokala, 2 dni po tistem se začne svetovni pokal na novo, nadaljuje, v bistvu je to šov, gre naprej, tako da pozabiš, tako kot pozabiš na vse tekme sproti. Ni počitka niti za tekmovalce, niti za nas. Ja, mislim, ne vem, te sponzorji oziroma te denarne zgodbe so tako močne, da enostavno so neosmiljeni do vseh. Jaz ne vem sicer, kam bo to peljalo, ampak zaenkrat je to tako. Ampak sezona gre zdaj počasi, zimska sezona, torej smučarska sezona, tekmovalna gre počasi proti koncu. Seveda je bilo najpomembnejše tekmovanje zime olimpijske igre, tam si je slovensko smučanje v vseh panogah postavilo zelo visoke letnice, tudi za prihodnost, ker so bili izjemni zasežki naših smučarjev. Ob tem koncu tedna pa ne več tako, niti v alpskem smučanju na domači tekmi, niti na biatlonu na domači tekmi, niti celo v smučarskih skokih v Skandinaviji. Kako zdaj gledaš na ta zadnji konec tedna iz te tekmovalne klase? Po eni strani je to logično, namreč nekako vsi slovenski športniki, te vrhunski asi, od Prevca, Tine Maze do pač vseh nosilcev kolajn, so živeli za olimpijske igre in so pač vso energijo usmerjali vanje. Zdaj, težko je pričakovati, glede na vse to, pač nekateri te emocije, ki jih doživljajo, predelajo hitreje in počasnejše. Ne vem, Prevc očitno je zdaj, vsa ta napetost, vse to za njim prišlo, pač enostavno ne zmore več te 100% koncentracije in osredotočenja na tekme, pač ne more zdaj ponavljati, ker pač se je to eno obdobje se zaključilo. Enako velja po moje tudi za Tino Maze. Želela si je, bila je, ko rečemo, našpičena za to, da bo, ampak pač enostavno, ne vem, glava je hotela, telo ne, ali pa obratno, telo je mogoče še bilo, ker pa glava ni bila enostavno pripravljena več na tako popolno koncentracijo. Pa mislim, da isto velja tudi mogoče za biatlonce, za recimo Faka in te ne, ampak enostavno, ko mine ena taka vrhunec sezone, se težko, moraš imeti res velik motiv za to, da se skoncentriraš na konec sezone. Pa si ravno omenil Tino Maze, pred njo je zdaj še ta teden v Švici, torej finale, ona je bila pred 1 letom seveda prva zvezdnica finalnega tedna svetovnega pokala. Letos, kako je zdaj z njo, koliko se ona še lahko zbere, omenil si, da seveda koncentracija pade za te sklepne predstave v sezoni? Ja, po današnjem treningu sodeč ima neki motiv, sej v principu pa ni težko najti motiva. Zdaj pač nima več, se ne bori za globus, se bori za tiste 2 kolajni in pač to je dosti velik motiv zdaj, oziroma jaz mislim, da zdaj pač osvobojeno vseh teh napetosti, da lahko pokaže tudi zase smuča, zdaj kako bo to se izteklo, pa nikoli ne veš. Ampak pravzaprav je niti. Finale je v bistvu zdaj pomembno samo za Ano Feniger in za
Marijo Riš in na drugi strani za Hiršera pa za Svindala. Vse drugo je v bistvu obrobno in že skoraj bolj ali manj tudi znano. Kaj tukaj pričakuješ, recimo ta avstrijsko-nemški, zanimiv dvoboj Hefel-Riš proti Ani Feniger? Ja, jaz mislim, da ima Ana Feniger več možnosti, čeprav bo Riševa nastopila v 4 disciplinah in ima še kar lepo prednost, ker je v neprimerno boljši formi in je pač njen veleslalom, super veleslalom pa smuk. No, na drugi strani pa pričakujem pa recimo ravno tako, da bo Hiršer močnejši od Svindala, ker Svindal ima 2 možnosti, Hiršer ima 3, oziroma ravno tako ima 2 močne, ampak se mi zdi, da je Svindal bolj v padcu forme, medtem ko Hiršer, včeraj sem ga poslušal, je del, da se počuti kot lev, no, zdaj pa ne vem, kakšen lev, ranjen je po moje. Oba si videl in seveda še mnoge druge v tem koncu tedna na tradicionalnem pokalu Vitrenc. Kako je bilo tam, kakšne so tvoje vtisi? Veliko Vitrencov si že doživel. Ja, en lepših Vitrencov je bilo to po vsebini, športni, ker so bile tekme izjemno dramatične do konca. Pač, tako kot smo pa vsi ugotovili, je manjkala pa pika na i, ne. To se pravi slovenski dober rezultat. Proge so bile za razmere fantastično pripravljene, to so vsi priznali, od poslavljajočega se Ginterja Hujare do pač vseh tekmovalcev. Zdaj, slovenska udeležba je bila, mislim, slovenski prispevek k tej popolnem zadovoljstvu, ne, je bil pa žal tak, kot je bil, ne, pač brez finalnega nastopa. To je, ne bom rekel, da je to realnost slovenskega smučanja, ker realnost je to, da pač bi Valenčič se mogel uvrstiti v finale, ne, recimo, tudi po moje, tudi Žan Kranjec, vendar pač njemu so naložili tako breme na pleča, ne, da pač je on rešitelj zdaj slovenskega smučanja, čeprav to je neumnost po moje, ne. Ampak pač da je fant zgorel, no. Isto se je zgodilo po moje tudi Valenčiču, je hotel pač pokazati za slovo nekaj velikega narediti, pa mu ni uspelo, no. Ampak pač to, no, bom rekel, je realnost in ni realnost v bistvu tak. Realnost je vse drugo, kar je bilo v slovenskem smučanju, razen teh 2. No. No, zdaj pa še ti meni malo povej o Pokljuki, ne. Pokljuška prireditev, ja, ta je bila prav posebna, drugačna je bila kot, nima tako dolge tradicije kot Vitrenc, ampak tudi na Pokljuki svetovni pokal gostuje že 20 let, dobri 20 let. Vmes je že enkrat leta 2001 bilo svetovno prvenstvo. Vendar pa je treba priznati, da Pokljuka v primerjavi z drugimi smučarskimi prireditvami svetovnega pokala v Sloveniji, torej Zlato lisico, Vitrencem in Planico, nima takšne prepoznavnosti v preteklosti kot te 3 prizorišča. Tokrat je pa bilo drugače. Res je na Pokljuki bilo tokrat užitek za vse. Prvič, odkar spremljam, dobro, pustimo, če damo svetovno prvenstvo na strani, ki je posebno tekmovanje, je bilo tokrat pa res primerljivo z največjimi prizorišči po svetu, oziroma po Srednji Evropi, pa po Skandinaviji, ker je pač najbolj priljubljen biatlon. Bilo je izjemno število obiskovalcev, veliko iz tujine, veliko tujcev je prišlo na Pokljuko tokrat. Največ seveda iz nemškega gornjega prostora, ampak tudi veliko Rusov. Ta agencija, s katero je Pokljuški organizacijski odbor podpisal pogodbo iz Moskve, turistična agencija iz Moskve, očitno je res pripeljala svoje goste, tako da je bilo po tej plati prvič, da smo doživeli res izjemno gnečo 6-7 tisoč gledalcev na dan, kar je za biatlon v Sloveniji res izjemna številka. In tako da je seveda k temu ogromno prispevalo tudi zelo lepo vreme, sončno vreme, kar je bilo v popolnem nasprotju s prejšnjo Pokljuško prireditvijo decembra 2012. In to čudovito vreme je sigurno dalo še dodatno energijo tudi nekaterim tekmovalcem. Žal iz slovenskega zornega kota
smo pa že imeli in uspešnejše pokljuke in uspešnejša velika tekmovanja, na zadnje tudi olimpijske igre. Teja Gregorin je pač vidi se, da ni več na tej olimpijski ravni. Ona je še staknila virus po prihodu, morala je imeti antibiotike in potem seveda ni bila to konkurenčna. Jakov Fak se tudi še lovi, imel je zelo dober nastop za 6. mesto v soboto, v skupinskem štartu mu ni šlo. Tudi meni se pa zdi, da že v naši reprezentanci razmišljajo o prihodnje sezone, čeprav sta zdaj še 2 postaji svetovnega pokala v tej. V kakšnem smislu pa razmišljajo? Namreč tudi v Alpski razmišljajo, samo tle imajo cel špetir, kdo bo zdaj vodil Alpski odbor, a bojo to sta 2 tabora, se ne morejo med sabo zmeniti. Kakšna je situacija? No, tukaj pa mislim, da je po tej plati precej bolj umirjeno, da je tudi novo vodstvo, torej s predsednikom Srečom Barbičem iz Škofje Loke, ki je po dolgih letih zamenjal doslej nepogrešljivega Petra Zupana v predsedniški vlogi zbora za biatlon pri Smučarski zvezi, da je tudi to novo vodstvo z doslej doseženim, predvsem seveda temi olimpijskimi igrami, zadovoljno. In mislim, da bo še naprej vztrajalo, da po strokovni plati vodita reprezentanco Uroš Velепec in Tomaš Kos kot trenerja. Treba bo pa seveda v prihodnje še več storiti pri spremljajočem osebju, torej okrepiti ali servis ali vsaj sredstva za servis, da bodo ti serviserji imeli dejansko najboljše možne razmere za delo. Še zdravniško službo, še vidne je imeti zraven, ker se vidi, koliko je teh virusov in tega. Tako da zanimiva je pa ta seveda ambicija, ki jo je tudi razgrnil Uroš Velепec v našem ponedeljkovem pogovoru, da bi se pa Jakov Fak, kar je verjetno res, če kdo potem ta moment v Sloveniji on od biatloncev, lotil lova za kristalni globus. To je pa seveda možno samo v primeru, da bo od prve tekme naprej zdrav in ne tako kot letos, ko se vedno, ne samo letos, kot v tej sezoni, ko se vedno nekje zatikalo, pa s poškodbo, pa z virusom, pa s prirejenem treninga in potem seveda ni bilo 100% zbranosti za tekme.